Neobičajen ponedeljkov termin je prinesel nove 3 točke, prvo zmago v spomladanskem delu sezone za skok na vrh lestvice. Visoka in suverena zmaga proti Radomljam 4-1. Najbolj pomembno je to, da smo mi od začetka tekme vedeli, kaj hočemo, kaj želimo narediti, da so enostavno tudi upoštevali danes moje navodila in na tak način smo tudi hitro prišli do vodstva. Res pa je, da so domačini začeli z odprto igro, kar je tudi dobesedno nam pomagalo, da čim prej pridemo do zasluženega zadetka. V primerjavi z derbijem sta tokrat v prvi enajsterici štartala Šturm namesto Žuglja in pa Antolin namesto Repasa. Za Antolina je bila to tudi debitantska tekma uradna v članski zasedbi Maribora v prvi postavi. Začelo se je na najboljši možen način v 10. minuti s hitrim vodstvom. Akcijo je začel Ivanović z globinsko podajo do Šturma, ta je lepo preigral vratarja, zavrnil žogo Martin Milec pa z redko videnim golom z glavo. V 15. minuti bi lahko bilo 2-0. Še enkrat je bil v glavni vlogi Ivanović, tokrat je podal do Šturma, ta pa streljal preko. Je pa zato vodstvo nekaj minut kasneje povišal Modrinski. Ponovno se je akcija začela pri Ivanoviću, tokrat globinska podaja proti Alvirju, ta pa je lepo našel Modrinskega v sredini za njegov 8. gol v sezoni. V prvem polčasu so nekajkrat resno zapretili tudi domačini, najprej v 23. minuti gol razveljavljen zaradi ofsajda. Potem v akciji znova Šturm na desni strani podaja pred gol, Modrinski pa zadel prečko. 3 minute kasneje se je priložnost ponudila tudi domačinom, toda napako Juga je popravil Sikošek pred golovo črto. V 37. minuti pa je strel Šarića zaustavila vratnica. V drugem polčasu je ekipa Radovana Karanovića kontrolirala tekmo in rezultat, bilo je tudi manj priložnosti na obeh straneh. V 67. minuti povišanje vodstva, kot iz desne strani je izvajal Alvir, Mitrović je zadel prečko, na pravem mestu pa se je znašel Modrinski in tako povišal svoj izkupiček zadetkov na 9. Ob številnih menjavah na obeh straneh je tempo igre nekoliko padel, domačini pa so uspeli znižati v 83. minuti s krasnim zadetkom Nuhanovića. Toda še je ostalo dovolj časa za povišanje vodstva in za visoko zmago. Akcijo sta začela Mutovčič in Tavares, na koncu strel Repasa in odbitek, ki je pristal pri Kronavetru, ta pa je pospravil žogo v mrežo za končnih 1-4. Ja, pogoji res niso bili fenomenalni, na sredini je bilo dosti vode in na koncu smo prevladovali predvsem po bokih, ustvarili par šans in tudi iz teh šans zadeli. V soboto znova doma v Ljudskem vrtu in težko pričakujemo to tekmo, da gremo z zmagami naprej. Naslednja tekma torej v soboto, premiera 2022 v Ljudskem vrtu, nasprotnik pa Tabor Sežana.